Lep pozdrav vsem, najlepša hvala, da ste tukaj in s tem še enkrat pokažete, kakšen res pristen odnos imajo Trbovlje, prebivalci Trbovlj do enega naših največjih umetnikov, Stojana Batiča. 100 let mineva od njegovega rojstva in v teh 100 letih je pravzaprav ujeta celotna naša zgodovina. Njegovo življenje je bilo zaznamovano z največjimi dogodki tako zgodovine kot tudi umetnostnimi spremembami. Batič je izbral, bi lahko rekli, vedno težjo pot. Pridružil se je rudarjev, potem partizanom. In po vojni, kot mlad fant, se je odločil in vpisal na novo ustanovljeno Akademijo za likovno umetnost, na oddelek za kiparstvo. Vpisal se je kot prvi študent in sam je naredil na tem tudi en kip in spomnim se, ob 90-letnici je bil ta razstavljen v Jakopičevi galeriji in ta ga je kazal še s partizansko kapo na glavi. In to kaže, da so bili tisti, ki so prišli iz boja, takoj pripravljeni z lastnimi rokami spreminjati in graditi nov svet. Zakaj pa je to težka odločitev? In je za mlade tudi danes. Akademija se je začela snovati v glavah pravzaprav že med vojno. Ustanovljena je bila tik po njej. In Batičeva želja, da to pot in poslanstvo uresniči, je bila resnično tako močna, da je šel in se takoj vpisal. Kiparstvo pa je eden najbolj zahtevnih poklicev, tako fizično kot tudi preživetveno. Kajti težko je biti umetnik, vizualni umetnik, a med njimi kipar verjetno najtežje. Kajti pri Batiču je to jasno, imel je ogromno javnih naročil, male plastike, stekla in vse to so zahtevne, drage umetniška dela in za vse to morajo stati kupci, naročniki, mesta, država, ki se odločijo posvetiti nekaj umetnosti, zgodovini in seveda najeti ali razpisati natečaj, da se izberejo najboljši. In Batičeve skulpture, ki krasijo celotno Slovenijo, najbolj seveda Zasavje, Ljubljano, pa konec koncev tudi Koroško s Prežihovim dvorcem in številne druge kraje po Sloveniji, nam kažejo tisto, kar pač je nosil zame osebno, kar vidim v njemu Batič ves čas v sebi. To dvojnost med realnostjo, med težkostjo življenja, ki jo je spoznal še kot mlad fant, tukaj in ljubeznijo do umetnosti. Kipi, ki so težki iz kovine, postanejo lahki. Ljudje, kot smo slišali, so tisti, ki so preživeli mnogo na Batičevih skulpturah, so abstrahirani, ampak čutimo njihovo težko zgodbo, a hkrati vidimo, da upajo, gledajo v prihodnost in so brez časa. In Batičeva pot pa nam poleg tega, da je v nas življa in nedvomno bo še stoletja za nami neko empatijo, nek odnos med svetom, zgodovino in pa seveda prihodnosti, vzbuja tisto, kar pač umetnost, najboljša umetnost vedno vzbuja. In to je čustva. Čustvo ljubezni, čustvo povezanosti in vsekakor nekaj, kar nas navdihuje. To pa je pravzaprav Batič počel tudi sam, kajti v življenju in to je tisto morda v njegovem životopisu, ki je pogosto ne poudarjeno, ampak to je zelo pomembno, je bil eden izmed prvih, ki je seveda začel s to organizacijo umetnosti, bil je samostojen umetnik in bil je tudi konec koncev predsednik društva umetnikov, se boril za pravice umetnikov v času, ko so te šele pravzaprav nastajale. In konec koncev vse to je ostalo do danes in lahko rečemo, da smo tudi iz tega vidika lahko
hvaležni njemu za njegovo delo, ki je pa bilo absolutno tudi širše od umetnosti in kulture. Vesela sem res, da je Batič tukaj v srcu vseh vas in vseh nas, ki pridemo v Trbovlje, da ga lahko srečujemo in z njim čutimo zgodovino in zremo naprej po celi Sloveniji. In hvala seveda Zasavskemu muzeju in pa Kustosini za to razstavo. Izvrsten in nujen ter pomemben poklon ob umetnikovi 100-letnici. Ob tem pa seveda čestitke tudi novemu direktorju Bogdanu Štehu. To je tvoja prva razstava v tem obsegu, kolikor razumem, in mislim, da si izbral res perfektno temo. Bolje ne bi mogel začeti mandata in vse do konca in še mnogo naprej tebi in tvojim sodelavcem želim seveda samo in vse najboljše. Hvala lepa.